listi leseni, posebno tak je pričujoč prvi v obliki srca, pravzaprav ima zelo, zelo staro tradicijo, simbolno tradicijo v Evropi in tudi prav posebno pri Slovencih. In vedno sem se vprašal, zakaj. Prav ta lik je značilen za naše sveto drevo. Pred krščanstvom so Slovenci, stari Veneti in Troščani slavili lipo kot narodovo drevo. Samo najstarejši narodi so imeli drevo življenja za svoj simbol. Vse se je dogajalo pod lipo, slovenska dvanajstija. Vsak dvanajščak je imel svoj kamen, po domače rečeno samec, ki ima posebno energijo, se pravi, narava ga je oblikovala tisočletja in je vseboval eno močno vibracijo. Vsak si je zbral svoj kamen. Pod lipo se je rodil tudi rej, zelo znani, se pravi, spoznavanje mladih fantov in deklet, potem narodni ples, ki ohranijo v naši narodni dediščini, folklori slovenski, zelo znani. Sam list pa je zanimivo, zakaj so Slovenci tudi tako oboževali lipo kot tako. In ko uberemo in list, dobimo pravzaprav, da v tem listu je ena skrivnostna oblika. Kakšna oblika? In tukaj vidite, da pravzaprav je sestavljen ta list iz dveh elips. Ko se dve elipsi, dve oblike v naravi, ki so podobne jajčasti obliki, ko se združita, to dobimo tudi v naravi, zlasti v jabolki, v peškah, kdaj dobimo dva združenja, takrat nastane srce. In tudi človeško srce je sestavljeno iz dveh metaforičnih lingamov. Eden je za življenje, za fizično telo, eden pa za duhovno. Tam je center pravzaprav celotnega univerzuma. Če mi razvijemo srce, razvijamo tudi samega sebe in pridobimo tudi druge moči, ki je človeško življenje rabi. Ta izdelek in vsi leseni izdelki so izdelek iz rok mojstra, mojega asistenta Tomija Špacapana, ki z izredno natančnostjo oblikuje in bi skoraj rekel v meditacijskem slogu oblikuje. In to pravzaprav na kratko spominja na človeški razvoj, ker je v centru srcu vsega. Lahko, če razvijemo srce, dosežemo karkoli si želimo. In tukaj gremo v metaforo, da v naši podzavesti je vse naše življenje in tudi bodočno življenje. To se pravi, mislimo dobro, govorimo dobro in delamo dobro. To je ta trikotnik, ta piramida, ta triglav, ki je večen za vsa živa bitja in tudi za človeka.